Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Dijaki Soboške gimnazije se v okviru Mladih evropskih glasov ukvarjamo s na prvi pogled nekoliko manj znano temo protidampinški ukrepi za zaščito delovnih mest. Tudi nam na začetku ni bilo najbolj jasno, za kaj gre. In moramo priznati, tudi marsikomu drugemu, od katerega bi pričakovali, da mu bo jasno, to ni bilo ravno jasno. Dumping je mogoče prevesti kot odlaganje, po slovarju pa pomeni prodajo blaga pod ceno. Pri čemer gre seveda za nepošteno prakso. Dumping ni nova zadeva. Pravi dr. Oplotnik z mariborske ekonomsko-poslovne fakultete. Pravzaprav gre za neke vrste kršitev proste konkurence. Kajti, če želimo, da ekonomija uspešno deluje, mora čim bolj se približati prosti konkurenci. In seveda vsi, ki delujemo na trgu, si želimo, da bi ali prodali čim več našega blaga ali kupili blago čim bolj poceni. Zato se pojavljajo določene manipulacije trga, in dumping je pravzaprav izraz za eno takšno manipulacijo trga, kjer nekdo poskuša pod proizvajalno ceno priti na trg in s tem pravzaprav izriniti konkurenco z trga. Ponavadi na dolgi rok to pomeni tudi propad konkurence in seveda potem, ko konkurenca enkrat propade, lahko seveda ta isti potem te cene dvigne in pravzaprav na dolgi rok koristi za ekonomijo kot celoto ni. Zelo nazoren primer dumpinga imamo iz let 2012 in 2013. Slovenskim podjetjem Bisol, ki se ukvarja z vsem, kar je povezano s fotovoltaiko. Dag Kralj, član Bisolove uprave, ga strne takole. Zelo dolga preiskava, obširna, 9 mesecev je trajala, ki je ugotovila ne samo, da gre za dumping, ampak da gre za največji primer dumpinga tako po volumnu, po pomembnosti te industrije, kot po sami intenzivnosti tega dumpinga. Panoga je bila v izrednem razvoju in zanimiva za vse industrijsko najbolj razvite države. Ob tej izredno veliki rasti je bila predvsem strani Kitajske izreden pritisk, da v tej branži uspe. Ta branža je tudi na nivoju Kitajske deklarirana kot strateška. Kitajska še vedno funkcionira po 5-letnih načrtih in že v drugem tem 5-letnem gospodarskem načrtu je definirana kot strateška za državo in država potem vso svojo moč usmerja v to, da podjetjem seveda pomaga, da z legalnimi in nelegalnimi ukrepi uspejo. Seveda, mi smo pa to na trgih začutili kot izjemne cenovne pritiske. In zato so bili potrebni protidampinški ukrepi, ki so oblikovani z namenom odpravljanja posledic dumpinga, ki je ena najpogostejših oblik nelojalne trgovinske prakse. Na eni strani je Evropska komisija pozvala, se pravi, državo, samo kitajsko državo in podjetja iz te branže, da dostavijo neke podatke za to preiskavo. In na drugi strani je seveda na evropski strani izbrala nekaj vzorčnih podjetij, po katerih je prepoznala, ne vem, stroškovno strukturo in poslovanje leteh v Evropi. In mi smo bili, Bisol je bil eno od teh podjetij, ki je bilo zbrano na strani Evropske unije. To je bil precej intenziven in pa poučen proces. Poučen tudi v nadaljevanju. Ko je bil namreč dosežen kompromis med Evropsko unijo in Kitajci, so slednji odpirali podružnice v drugih državah, ki jih sporazum ni obvezoval. Kako pa gleda na to država? Marjeta Bajt z gospodarskega ministrstva, ki skrbi za trgovinsko politiko, predvsem zaščito, kot so protidampinški, izravnalni in zaščitni ukrepi o vlogi protidampinških ukrepov. Ti ukrepi so namenjeni za zaščito industrije Evropske unije. Se pravi, naprimer, kadar se določen proizvod uvaža v Evropsko unijo po nižji ceni, kot je cena
po kateri se ta proizvod prodaja na domačem trgu, naprimer na Kitajskem, a ne, in to hkrati povzroči škodo industrije Evropske unije in je v bistvu dokazano, da je ta škoda povezana s tem uvozom, a ne, potem se na predlog industrije, a ne, začne postopek za uvedbo protidampinških ukrepov. Če govorimo o trgu, trg je ena velika džungla. In tu nastopa tisoče, 100 tisoče, milijone raznih oseb, subjektov, a ne? In dokler nekdo ne zazna problema, se ga tudi ne da procesirati. Zato večino časa se ukvarjamo s tem, da pravzaprav zaznamo, da je nekaj narobe. In takrat, ko zaznamo, da je nekaj narobe, bo tisti, ki je prizadet, lahko sprožil akcijo. To so pa ponavadi potem združenja proizvajalcev, ki pa ravnajo pošteno. Primerov je seveda veliko in pri nekaterih je tudi dumping zelo izrazit. Eden od zadnjih primerov je recimo uvoz električnih koles iz Kitajske, a ne. Na ta uvoz električnih koles velja, mislim, da 6% carina pri uvozu, a ne, iz tretjih držav. Z uvedbo protidampinških ukrepov pa se na ta uvoz zaračuna dodatna carina v višini od 10 do 70% od vrednosti uvoza. To je zelo visoka zaščita. Več kot zelo visoka pa bi morala biti pri omenjenih bisolovih panelih. Preiskovalci, izkušeni strokovnjaki, so jih po preiskavi vprašali, kakšni bi morali biti po njihovem protidampinški ukrepi. Bi smo rekli, ne vem, morda tam nekje 15-20%, so rekli, ja, to je pa veliko, veste, ponovadi je to 3-5 in tako naprej odstotkov. Ko se je raziskava končala, se pravi, govorimo o tem strokovnem delu, ne političen, ki je zgodba zase, ne, so bile ugotovitve in predlogi, ki so jih oni dali, se pravi, Evropski komisiji, da naj bi te dajatve znašale med 80 pa 120%. Se pravi, to je bil nivo tega ali pa intenziteta tega dumpinga, ki se je dogajal. Na koncu ukrepov sicer ni bilo, so se pa začela pogajanja s Kitajci. Kaj pa bi bilo, če protidampinških ukrepov oziroma vsaj groženj z njimi ne bi bilo? Najprej bi prišlo do cenovnih pritiskov na podjetja, a ne, podjetja, da bi bila konkurenčna, bi mogla znižati ceno, a ne. Ko bi znižala ceno, ne bi mogla pokriti svojih stroškov, a ne, in bi v bistvu na dolgi pač lahko zelo hitro propadla, a ne. Če pa tega ne bi naredila, bi se jim znižal tržni delež, zato pač v takih primerih, a ne, so v skladu Svetovno trgovinsko organizacijo, a ne, je možna uvedba teh zaščitnih ukrepov, protidampinških ukrepov. Jasno je, da če izdelek na trgu dosega prenizko ceno, je možno, da seveda tak izdelek popolnoma prepoveste njegovo prodajo, kar je redko. Bolj običajno so pa ukrepi, kjer se pač na ta izdelek dajo določene izravnalne carine, kar pomeni, da ceno nadgradite še z nekim davčnim prihodkom oziroma prihodkom, ki gre potem v proračun. S tem proizvajalec ne dobi nobene prednosti na trgu, a ne. Evropa pa se s tem nekako zaščiti pred temi nepoštenimi praksami. Zakaj pa je ta industrija tretjih držav tako nepoštena? Tukaj so različni motivi. Tukaj je zelo veliko primerov povezanih z uvozom iz Kitajske. Tukaj vemo, da je tam delovna sila poceni, da država ne spoštuje okoljskih standardov, da v bistvu v veliki meri so prisotne subvencioniranje države, a ne, podjetja dobijo na primer poceni zemljišča, a ne, dobijo ne vem, poceni kredite, a ne, poceni dostop do surovin. V tem našem primeru je to vsekakor ni bila zgodba, se pravi, poceni cenene delovne sile in nekonkurenčnosti zaradi tega. Je pa res, da se je to dostikrat uporabljalo kot protiargument. Ja, lejte, kaj se je pa zgodilo s tekstilno industrijo, pač še ena branža, ki odhaja, ne, kjer enostavno niste konkurenčni. Vi morate vedeti, da pri stroškovni strukturi našega končnega proizvoda je cena delovne sile tam nekje 5%.
Se pravi, nekdo ne more biti 20, 30 in več odstotkov cenejši, tudi če bi bila delovna sila brezplačna. Kitajska je enostavno to branžo definirala na strateškem nivoju kot izredno pomembno za državo. Tudi tisti, ki so probali svoje ime prenesti od nekje drugje, so to s časom in to z velikimi izgubami recimo opustili. Tle sta bila Siemens in Bosch, ki sta oba v letu 2013 tudi zaradi dumpinga izstopila iz te branže z več milijardnimi izgubami. Pri Bisolu pa je zanimivo tudi to, da Slovenija protidampinških ukrepov ni podprla. To je res, ko se odločaš, a boš sprejel določen ukrep, ali ga ne boš, pretehtaš interese proizvajalcev in interese uporabniške industrije. In kolikor je meni poznano, pač takrat so prevladali interesi uporabniške industrije, teh tudi malih podjetij, ki so uvažala solarne panele. Zelo mamljivo je, če vam nekdo nekaj ponudi poceni ali pa še celo ceneje, kot to njega stane. Ampak morate, da to ne gre za nek altruizem v zadnje, ampak da je zadnje neka zgodba. In tudi tle je bilo kar veliko, tudi na evropski strani, nasprotnih glasov. Vi omejujete branžo, pa se če nekdo ponuja cenene proizvode, dejmo, odprimo, mi moramo biti, veste, odprti, pokazati pot vsem in tako naprej. Ampak se mi zdi, da dostikrat je tukaj Evropa sploh se obnaša bolj papežka od papeža, drugi nas pa, veste, po tako in drugače prehitevajo, takrat, ko smo pa mi zavedali dokončno teh motivov, ki niso vedno zgolj ali pa nikakor niso altruistični, bo pa prepozno. Torej, Slovenija je enostavno podvržena temu, kar se sprejme na nivoju Evropske unije. Je pa nažalost tako, da te ukrepi, tudi ko so bili sprejeti z velikim časovnim zamikom in so bili sprejeti tako relativno površno in so puščali na vse strani. Tako da bi rekli, da so te ukrepi dejansko uspeli zaščititi to branžo, jaz za našo industrijo lahko rečem, da žal ne. Dumping in protidumping. Zdaj vemo nekaj več. Ob domači zgodbi najodmevnejši v tej panogi. Dumping pa je živ še marsikje, tudi znotraj Evrope, pa čeprav imamo načeloma enako zakonodajo. Več o tem pa prihodnjič, ko bomo več pozornosti namenili delu in delavcem, njihovi zaščiti ter nepoštenim praksam ob tem. Tudi v Sloveniji. Nasvidenje.